načelnik generalštaba Slovenske vojske generalpodpolkovnik Robert Levaš, generalni direktorji na Ministrstvu za obrambo, direktor Slovenskega instituta za kakovost in naravoslovje Gregor Šlos, cenjeni sodelavke in sodelavci, lepo pozdravljeni na svečani podelitvi certifikata za sistem upravljanja z energijo. Ministrstvo za obrambo je spomladi leta 2023 sprejelo odločitev za uvedbo standarda ISO 50001 v svoj sistem upravljanja. S tem je naredilo pomemben korak k večji energetski učinkovitosti, trajnostnemu razvoju in odpornosti. Operativna izvedba implementacije je trajala nekaj več kot leto dni. Zadnji del certifikacijske presoje pa je bil uspešno končan 19. novembra 2024. Cilj tega procesa ni bil zgolj pridobitev certifikata, temveč predvsem pot, ki je obsegala učenje, prilagajanje in nenehno izboljševanje. Certifikat je rezultat vloženega truda celotnega ministrstva, ki je nadgradilo že obstoječe dobre prakse energetskega upravljanja ter jih dopolnilo z novimi pristopi. Postopek implementacije je vodil sektor za energetsko učinkovitost in zeleni prehod Direktorata za logistiko Ministrstva za obrambo ob sodelovanju celotne strukture ministrstva, vključno Slovensko vojsko in Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Slovenski institut za kakovost in naravoslovje je obseg certifikacije opredelil skladno z definicijo poslanstva Ministrstva za obrambo, ki energetsko učinkovitost povezuje z odpornostjo na podnebne spremembe. Zato predstavlja opravljanje upravnih in strokovnih nalog na področju obrambnega sistema ter sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami okvir za nadaljnje delovanje. Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije je tako postalo prvo ministrstvo v Sloveniji, ki je pridobilo ta certifikat. S tem se uvrščamo med najrazvitejša in strateško usmerjena obrambna ministrstva znotraj zavezništva. Zdaj pa z veseljem k besedi vabim generalnega direktorja Direktorata za logistiko, magistra Željka Kralja, da ob tej priložnosti deli nekaj misli z nami. Lepo pozdravljeni, minister, načelnik, direktor SIKU-ja, pa tudi spoštovani kolegi, sodelavci. Mednarodni certifikat ISO 50001, sistem upravljanja z energijo, je posledica našega dosedanjega dela s ciljem povečanja odpornosti ministrstva in države proti podnebnim spremembam. Osnove za vzpostavitev in nadaljnji razvoj učinkovitega sistema upravljanja z energijo v Ministrstvu za obrambo so predvsem vzpostavitev natančnih evidenc, ko se je že v letu 2017 glede nepremičnin in same porabe energentov, izračun ogljičnega odtisa od leta 2018 pa naprej, potem energetska prenova objektov, skratka lahko bi rekli pilotni projekti v vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani in barona Andreja Čehovina v Postojni, ter prenova 2 kotlovnic na lesno biomaso. Potem so nacionalni in EU razvojni projekti. EU, to so projekti v okviru Evropskega obrambnega sklada, dolgoročne usmeritve za povečanje odpornosti proti podnebnim spremembam, skratka smo izdali brošuro, ki velja praktično za vse zaposlene, usmeritve za delo, in organizacijska sprememba oziroma vzpostavitev sektorja za energetsko učinkovitost in zeleni prehod, ki seže v leto 2023. V nadaljevanju bom povedal samo nekaj praktičnih projektov, razvojnih projektov, ki smo jih praktično izvedli v preteklosti oziroma so trenutno v izvajanju. Prvi projekt na to temo, Alinos, ko smo ga zaključili v letu 2022, je vzpostavitev sistema Alinos, to je neodvisnega sistema oskrbe z energijo, govorimo o fotovoltaiki, o vetrni energiji, na strelišču Bač. Skratka, trenutno sami oskrbujemo s temi alternativnimi viri kompletno dvigovalce tarč in kompletno strelišče. Valjda imamo tudi same baterije za shranjevanje energije in trenutno zadošča za naše potrebe. To je prvi projekt. Nadaljevanje tega projekta je ravno zdaj v zaključni fazi javnega naročila. To je energetska ureditev območja Osvat, Poček, lokacija Bile.
Gre za večji projekt, skratka nadaljevanje tega prvega projekta in praktično lokacijo na Bilah bomo oskrbovali z energijo na način, kot smo na tem strelišču Bač. Skratka, govorimo o vetrni energiji, govorimo o fotovoltaiki, govorimo o baterijah za shranjevanje energije in tako naprej. Kaj je pomembno? Pomembno je v bistvu, da bomo glede na pretekle izkušnje imeli prihranek energije do 70% glede na pretekle uporabo agregatov. Ker smo v preteklosti uporabljali električne agregate, potratna poraba, ker so vedno funkcionirali na maksimum in seveda posledično smo imeli ogljični odtis bistveno višji, kot ga planiramo. Skratka, ocena je naša, da bomo padli na 70% tistega preteklega obdobja. Naslednji projekt je razvoj hibridnega mobilnega mikroomrežja začasnih baz, Hibrom. Lahko rečemo, da je projekt skoraj v zaključni fazi. Gre za velik projekt in je zelo pomembno, da smo uspeli s tem nacionalni razvojni projekt združiti, integrirati, pa narediti tiste sinergijske učinke med slovenskimi energetskimi podjetji in znanostjo. Gre za podoben način, skratka hibridne agregate, govorimo o fotovoltaiki, govorimo o vse skupaj premestljivi te eni zmogljivosti in lahko rečem za to lokacijo, ko smo imeli prej porabo, en primer, vaja 38 dni, poraba 70.000 litrov goriva, cirka 950 vojakov, z novim sistemom bo ta prihranek 70% goriva. Drugo, kar je treba vzpostaviti, je taktična prednost. Skratka, takrat, ko je treba po noči ali pa v drugih primerih, se energija lahko zagotovi iz neodvisnega vira, iz baterij, torej tiho delovanje, zelo pomembno. Pri vseh teh projektih, pa teh dveh projektih, pa tudi v nadaljevanju, je zelo pomembno izpostaviti dvonamenskost. To ni samo za vojaške namene, to je tudi za civilno rabo in to je tudi bilo vedno izpostavljeno in je treba poudariti to pomembnost. Skratka, tudi v primeru naravnih in drugih nesreč mi imamo premestljive enote, lahko bi rekli agregate, z alternativnimi viri energije, ki bi lahko oskrbovali določene lokacije. Naprej, lahko še omenim en projekt, INDI, to je evropski projekt Evropskega obrambnega sklada. To je bilo objavljeno rezultati leta 2023. Prva faza tega projekta je zaključena. Gre za evropski projekt, ko smo praktično združili 11 držav, 21 podjetij znanstvenih ustanov iz teh 11 držav. Vodilno podjetje ali pa vodilni partner v tem projektu je pa TECES, Slovensko združenje energetskih podjetij. Rezultati so prvi, vidni. V 2 tednih mislim, da je predvideno zaključno poročilo, gre za študijo, financirano iz Evropskega obrambnega sklada. Sedaj pa smo tudi prijavili drugo fazo tega projekta, gre za konkretne posege, ocenjena vrednost je 6 milijonov, od tega naj bi mi zagotovili 1,5 milijona, 4,5 milijone pa zagotovi Evropska komisija. Seveda v primeru izbora in odločitve Evropske komisije je predlagano tudi, da je TECES naprej vodilni in verjamemo, da bomo tudi s tem projektom uspeli. Prepoznali so nas v Evropi in ocenjujemo, da smo na obrambnem področju ena od vodilnih držav. Kar se tiče INDI projekta, sem že omenil 11 držav, 21 podjetij. TECES, pa to je Združenje slovenskih energetskih podjetij, trenutno združuje 36 članov, 36 slovenskih podjetij in večina jih je vključeno praktično v vse te projekte. So tudi drugi evropski projekti, ko nima smisla, da jih zdaj omenjamo, vendar jih bomo o priložnosti tudi predstavili. Ob tej priliki pa želim tudi spostaviti konkretne informacije, kar je vezano za energetsko prenovo objektov. Praktično smo zaključili energetsko prenovo objektov v vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani. 10 objektov je bilo prenovljeno v celoti, tudi komplet z rekonstrukcijo. Prihranki so ogromni v energiji. Prenovljeno je v Postojni 7 objektov, tudi s kompletno rekonstrukcijo objektov. V Postojni smo prenovili tudi kotlovnico na lesno biomaso, tudi v Bohinjski Beli smo prenovili kotlovnico na lesno biomaso. To so kar velike in zahtevne investicije, tehnično zahtevne investicije in prvi rezultati so že vidni. Ogljični odtis se je zmanjšal v primerjavi z preteklih 2-3 letih za cirka nekaj čez 23%. In to je rezultat v bistvu teh dobrih investicij, pa tudi razvojnih projektov.
Na kratko bi samo še povzel osnovno informacijo. Vse prej navedene aktivnosti so pripomogli k vzpostavitvi učinkovitega sistema upravljanja z energijo v Ministrstvu za obrambo in posledično zmanjševanju ogljičnega odtisa. Cilj je, kot sem uvodoma povedal, povečanje odpornosti ministrstva in države proti podnebnim spremembam. Ta certifikat ISO 50001 nas bo prisilil k vzdrževanju doseženih rezultatov, to je zelo pomembno, ter sprejemu novih ukrepov in novih projektov, razvojnih projektov na zadevnem področju. Pri vsem tem je izrednega pomena sodelovanje s združenjem TECES, izrednega pomena, in ustanovitev slovenskega partnerstva za energijo in okolje na obrambnem področju SIENE. Mimogrede, tedensko potekajo sestanki online ali pa videokonference in se usklajujemo za različne projekte. Teh projektov je kar nekaj. Tudi v fazi imamo priprave nove projekte na tem energetskem področju, nacionalne razvojne projekte in smo prepričani, da jih bomo uspešno speljali. Praktično s tem smo dosegli velike sinergijske učinke slovensko industrijo in znanostjo in tudi preko razpisov Evropskega obrambnega sklada z evropsko industrijo in znanostjo, kar je ključno za nadaljnji razvoj. Še zadnja informacija, vse te rezultate na tem področju, tudi na drugih področjih raziskav in razvoja slovenske obrambne industrije bomo predstavili na sejmu SIDEK, ki bo od 21. do 25. oktobra letos v Celju in poseben panel je vezan za energetsko učinkovitost in odpornost. Hvala. Besedi vabim direktorja Slovenskega instituta za kakovost in naravoslovje, gospoda Gregorja Šosa. Spoštovani minister Borut Sajovic, spoštovani zaposleni, spoštovani gostje. Najprej bi vas rad pozdravil v imenu ekipe SIQ. Nekaj besed o SIQ-ju. SIQ je po obsegu delovanja med 10 največjimi podobnimi preizkusnimi in certifikacijskimi organi v Evropi in med 20 na svetu. Poleg sistema Vodina, kjer nas najbolj poznate in kjer smo akreditirani kar za 42 različnih področij, se ukvarjamo tudi s preizkušanjem elektronskih komponent, elektronskih električnih komponent. Za tisti, ki mogoče še ne veste, je SIQ nastal prav na preizkušanju vojaških komponent. Že približno 50-60 let nazaj smo imeli na področju takratne bivše Jugoslavije samo dve industrije. To je bila Iskra in pa Niš,
in seveda vojska ni bila nikoli zadovoljna z povprečnimi izdelki, ampak je želela nekaj več. Zato je tudi ta inštitut nastal prav s preizkušanjem teh komponent, ki so morali biti za vojsko posebej odporne, trajnostne, v mislu bolj zahtevnih pogojev uporabe in seveda tudi kvalitetnejše. Recimo iz tistega časa je recimo en mikrokontrol, ki je bil proizveden za slovensko vojsko, recimo EMZ 1001, kasneje je tudi uporabljen za vse druge proizvode, ali pa recimo računalnik Iskra Delta, s katerim je bila, bom rekel, tudi vojska opremljena z temi izdelki in uspešno konkurirala kar nekaj let, recimo Motorola 68 000 ameriške proizvodnje. Seveda smo za vojaško industrijo preizkušali tudi malo kasneje, ko je bilo treba recimo osamosvojitvi predrugačiti tanke, recimo še tiste tanke, ki so bili takrat M55 z lasersko namerilnimi napravami, takrat proizvajalca Fotona, in je bilo treba tudi to skalibrirati, da se je to uporabljalo vse do konca 20. stoletja, kar je bil kar uspeh. No, seveda o današnjih projektih se ne bomo smeli govoriti, lahko pa povemo, da kalibrirate večino vaše merilne inštrumentarjev v vaših laboratorijih pri nas in tako izobražujete seveda tudi kadre. Prav na tem področju, torej sistemu varovanja z energijo, se je izobrazilo kar 25 vaših sodelavcev. No, danes smo tu iz drugega razloga. Z velikim ponosom smo danes tukaj, da skupaj obeležimo poseben in pomemben dogodek, torej podelitev prvega certifikata po standardu ISO 50001. Ne prvega certifikata nasploh, teh je recimo slabih 100, vendar prvega na ministrstvu in prvega, ki pokriva tako velik spekter. Vsak misli, seveda en certifikat, kaj pa je to? To ni enodnevno delo, to ni enotedensko delo. Vaša ekipa in naša ekipa je posvetila nekaj človek let, ur, da se je ta certifikat danes lahko podeli. Kaj vse ste naredili? Za izpolnjevanje zahtev standarda ste morali najprej spremeniti poslovnik upravljanja z energijo. Preverili smo tudi ravnanje z energijo v vojašnicah in ostalih enotah ministrstva. Smo bili prej seznanjeni bolj z detaljnimi, zato bom jaz tale del spustil. Ocenili smo izboljšanje energetske učinkovitosti in v ta namen pregledali dobro pripravljen dokument o dolgoročnih usmeritvah za povečanje odpornosti proti podnebnim spremembam. Ugotovili smo, da je vaše sodelovanje v mednarodnih organizacijah, recimo z NATO, tudi z gospodarstvom ali pa drugimi raziskovalnimi organizacijami zelo dobro. Najbolj ponosni pa ste seveda lahko na vašo lastno aplikacijo ENEP, ki jo uporabljate že v leta 2017. Moram reči, da je bilo prav zaradi te aplikacije seveda analizo podatkov relativno enostavno narediti. Tako smo zelo hitro lahko vedeli, kaj delate dobro, kaj delate zelo dobro. Seveda pa smo najdli tudi kakšne stvari, ki se jih da narediti še boljše. Ne omenim še vašo elektronsko učilnico, kateri so bili naši prosevalci zelo navdušeni. Pregledali smo pa tudi nekaj konkretnih, bom rekel, izvedbenih ukrepov, pa bom rekel, ne bi se spuščal na te, ki so bili že omenjeni, ampak tudi take, kot so posodobitve, recimo, nastanitvenih objektov, kuhinj ali pa razsvetljave, recimo, vojašnici generala Maistra. Torej, vse to in še marsikaj ne bi bilo mogoče, če ne bi bile podpora vodstva. Hvala za vso podporo in za vas pritisk, ki je bil potreben za to, da se prav vsi, ki delate na tem ministrstvu, sledite te viziji. Seveda ne bi bilo to možno izpeljati tudi brez vašega zelo dobrega tima sodelavcev in na koncu bi pohvalil tudi naš tim 6 sodelavcev, ki so omogočili, da smo vsi skupaj prišli do tega certifikata. Ta certifikat je veliko več kot formalnost. Je priznanje za vašo predanost kakovosti, za vašo organiziranost in predvsem za vašo vizijo. Vodstvo jasno ceni dobre odnose med sodelavci in pri tem seveda ne pozabljate na napredne tehnologije in organizacijske izboljšave. Še enkrat iskrena hvala in čestitke ob tem dogodku. Dovolite mi, gospod minister Borut Sajovic, da vam podelim certifikat. Evo.
Odlično, najlepša hvala za vaše spodbudne besede, gospod Šos. Sedaj pa k besedi vabim ministra za obrambo, ministra Boruta Sajovica. Hvala lepa, spoštovane sodelavke in sodelavci, dragi glasbeniki, glasbenice, spoštovani zunanji sodelavci, dragi gostje, predstavnice in predstavniki medijev. Najprej vsem skupaj eno srečno, uspešno in pa zadovoljno leto. Če se po jutru dan pozna, potem smo dobro začeli. Danes 7. se veselimo enega skupnega dosežka. Na Gorenjskem pa na kmetih imamo pregovor, da je treba varčevati, dokler še imaš, ne. Tako da prav je, da se zavedamo tega, da so dobrine omejene, da kot prebivalci te zemlje trošimo več, kot je resursov, in zato je prav, da smo vizionarji in pa izjemno odgovorni. V tem kontekstu bi omenil tudi uspelo vajo, ki bistri pogled Odpornost 24. Tam smo veliko govorili o kritični infrastrukturi, ravno ta zgodba samooskrbe z energijo ali pa omejenega varčevanja z energijo pa energetska preskrba je eden od ključnih, temeljnih, več kot 10 stebrov. Jaz te prosim, direktor Željko Kralj, da to zahvalo kot spodbudo resnično preneseš vsem svojim sodelavkam in sodelavcem in vsem tistim vizionarjem na ministrstvu, ki ste se pred 2-3 leti odločili, da stopite na to pot. Temu se zdaj reče, da se človek pogleda v ogledalo, ne. Pridobivanje certifikata na koncu je takole sladka, prijetna naloga, vmes pa zagotovo, tako kot doma, velikokrat zardevaš sam pred sabo, ko vidiš, da so možnosti izboljšav in pa nadgradnje še velike. Tako da hvala lepa tudi vam iz zunanjega organa za pomoč in pa sodelovanje. Vsi skupaj se bomo trudili, da ta certifikat ne bo papir, ki je sam v sebi namen, ampak da nam bo v bodoče prinašal še boljšo izkoriščanje virov in pa še večje prihranke. V tem sistemu je pomemben vsak od nas. In tisti, ki smo pač trenutno ali pa prihodno na kjerkoli nalog ali pa v vrhu neke strukture ali pa hierarhije, moramo učiti, vzgajati in pa spodbujati za svojim zgledom, ne. Tudi minister, ko zapusti pisarno, more sam luči ugasniti, če je treba okna zapreti, lepo bilo v petek tudi majhen radiator nazaj privit in to tako v službi kot tudi doma. Zadovoljen sem, da smo prvi od ministrstev, ki imamo ta certifikat v luči naših in pa mednarodnih razmer. Bomo tisto ministrstvo, ki ima na svojem računu tudi največjo vsoto denarja, ne. To so na eni strani sladke skrbi, ker z njimi zagotavljamo varnost našim državljankam in državljanom, pa našim vojakinjam in vojakom. Na drugi strani se moramo pa vsak dan in znova sproti zavedati, da to ni naš denar, ne. To je skupen slovenski denar, mi imamo pa veliko odgovornost, da ga racionalno trošimo in uporabljamo. Samo vprašanje trenutka in pa časa je, kdaj se bo slovenska javnost, pa tudi medijska, začela še bolj podrobno zanimati, kako delamo, kako gospodarimo, in tole je ena lepa proaktivna poteza, ne, ki kaže, da nam je mar. Ne danes,
To zgodbo ste, drage sodelavke in sodelavci, začeli že pred leti. Treba je biti ponosen in pa seveda s tem vztrajati. Tako da jaz sem prepričan, da nas po dobrem začetku čaka tudi dobro, uspešno in pa varno leto, predvsem pa bodimo tovariš, sodelavc drug drugemu in pa skupaj se veselimo rezultatov in se pa spodbujajmo tudi naprej. Tako da še enkrat hvala lepa, čaka nas še veliko dela, ampak vidite, da če smo složni in enotni, zmoremo. Hvala. Gospod minister, iskrena hvala za vaše spodbudne besede. Zavezanost k trajnostnemu razvoju, odpornosti in energetske učinkovitosti nas navdihuje k nadaljnjemu prizadevanju za izboljšave. Ponovno vabim zasedbo Orkestra Slovenske vojske, da nas razveseli za naslednjo glasbeno točko. Podelitev certifikata je pomemben mejnik v naših prizadevanjih za večjo energetsko učinkovitost in trajnostni razvoj na Ministrstvu za obrambo, ter tudi v širšem sistemu zaščite in reševanja. Ta dosežek ni le rezultat naše zavezanosti, temveč tudi pomemben korak na poti k večji odpornosti in uvajanju trajnostnih praks. Zahvaljujemo se vsem, ki so prispevali k uspehu tega projekta.
sodelavkam in sodelavcem na ministrstvu ter našim zunanjim partnerjem. Skupaj smo dokazali, da je mogoče združiti trajnostno delovanje z visoko učinkovitostjo. Ministrstvo za obrambo tako postavlja zgled ne le v svojem sistemu, temveč tudi širše. Naj današnja svečanost služi kot priložnost za ponos na doseženo in spodbuda za nove uspehe.